Lepo pozdravljeni vsi in vsak posebej. Moje ime je Tanja Potočnik-Mesarič, prihajam iz Službe za gospodarske zadeve in komuniciranje in bom danes na kratko vodila ta naš informativni dan. Res toplo dobrodošli na Fakulteti za strojništvo. Vesela sem, da vas vidimo v takem številu. Danes bomo najprej pogledali, katere študijske programe pač ponujamo, potem bomo ugotavljali, kakšne zaposlitvene možnosti imate po zaključku študija. Pogovorili se bomo z našimi študenti v čist neformalen način, da boste izvedeli res čist praktične informacije in ena na ena, kaj je težko, kaj ni težko, kakšni so profesori in podobno. Na koncu pa vas čaka nagradno vprašanje, vožnja z našim novim simulatorjem letenja, tako da se vam splača potruditi. Čisto na koncu, ob 11. uri, pa vse, ki vas zanimajo letalske smeri, počakajte v tej predavalnici in bomo nadaljevali s predstavitvijo. Vsi ostali pa res toplo vabljeni, ki še niste pač poskusili naše stojnice, tukaj v avli v 5. nadstropju in pa spodaj v pritličju. Zunaj pa še formula, vabljeni lepo v peskovnik, skratka predstavili imamo cel kup enih aktivnosti in bodo vidite, kako izgleda utrip na naši fakulteti. Zagotovo ste pred eno zelo pomembno odločitvijo. Zanima vas ponovadi vse, kar je povezano s tehniko, tehnologijo, mogoče tudi kemijo, matematiko in ne veste, kaj bi izbrali. Strojništvo je ena čudovita mešanica vsega. Naši študenti so bili nedolgo pred vami, pred enako odločitvijo, kot vi. Dajte prisluhniti, kaj so povedali. V osnovni šoli so me vedno bolj šli naravoslovni predmeti, hkrati me je pa tudi že od majhnega zelo zanimalo letalstvo in sem se zato že v osnovni šoli odločila za fakulteto za strojništvo. Fakulteto za strojništvo sem izbral zaradi tega, ker so me od nekdaj zanimala praktična znanja oziroma znanje, da lahko apliciram na nekaj in se mi zdelo, da je strojna fakulteta za to najboljša izbira. To ste jih slišali. Zdaj pa. Kaj vse strojništvo je, kaj strojništvo ni, vam bo pa podrobno predstavil gospod dekan, profesor Mihail Sakavčnik. Lepo prosim. Drage dijakinje, dragi dijaki, zelo mi je v veselje, da vidim tudi kar nekaj deklet med vami in v teh pol ure, kolikor je namenjeno, bi rad z vami delil v bistvu nekaj misli, kaj inženirstvo strojništvo danes predstavlja. Torej, vi ste v srednjih šolah, v glavnem, tisti, ki niste, na primer, na strokovnih šolah, malo v dilemi, ker v resnici ne poznate, kaj bi sodobno inženirstvo strojništvo v resnici pomenilo. Tisto, kar ste morda biti v srednji šoli dobili informacij pri fiziki ali pa pri drugih naravoslovnih vsebinah, matematike niti ne omenjam, morebiti ne da pravega odgovora. Inženirstvo strojništva je zelo, zelo zanimivo interdisciplinarno področje in zaradi tega bi vas jaz najprej povabil, preden vam predstavim, kaj bi to naj bilo, da si poskenirate to QR kodo in poskušate namigniti, kako si vi predstavljate to področje. Kaj vam inženirstvo strojništva v resnici predstavlja? Kar vzamete si čas, pa poskenirajte tukaj noter in potem si glede na predlagane termine, se pravi izraze, izberite tisto, kar vam najbolj asociira na inženirstvo strojništva. Evo, predlogi že prihajajo, to so zdaj teli naši predlogi. Vidimo, letala so zdaj prišla, stroji, letala, fizika, motošport, mehanika. Skratka, zanimive rešitve se pojavijo tukaj, nekaj časa še pustimo, potem bomo pa skušali strniti tele vaše ideje. Se pravi, vidim, da letalstvo je kar popularno v povezavi z inženirstvom strojništva. Kot rekoč, počakajte tisti, ki vas to specifično področje ali pa ta smer zanima, potem ob 11. bo posebej predstavitev. Sicer pa vidim, tukaj prevladujejo stroji, pa mehanika se poraja, pa robotika,
mehatronika, vidim. Tako da res hvala lepa za tele namige. Vidim, da razmišljate v resnici v pravo smer. No pa poglejmo, kaj sodobno strojništvo v resnici predstavlja v sodobni družbi. Sodobna družba je v bistvu tehnološko razvita, kot veste, procesi potekajo tako v urbanem kot v ruralnem okolju. Danes na prav specifičen način, vse je prepleteno z nekimi tehnološkimi rešitvami in te tehnološke rešitve se čedalje bolj digitalizirajo. To pomeni, da je v te inženirske rešitve potrebno vgrajevati neka informacijska znanja, neko elektroniko tudi in vse skupaj je treba potem nadzorovati, krmiliti z nekimi računalniškimi algoritmi. No in tukaj seveda inženirke in inženirji strojništva delujemo kot neki integratorji teh različnih znanj, smo interdisciplinarno povezani z drugimi inženirji z drugih področij, ker na koncu morajo rešitve delovati. Ne? Se pravi, inženirke in inženirji strojništva smo zadovoljni takrat, kadar rešitve delujejo 100%. Politiki so zadovoljni, če dobijo 51%, da se razumemo. Tukaj mora delovati pa vse 100%. In seveda, te rešitve morajo biti načrtovane. V naših skratka študijskih programih boste se seznanili z nekimi proizvodnimi tehnologijami, tako imenovana industrija 4.0, kjer so posamezni stroji, komponente, procesi, sistemi, krmiljeni, upravljeni z nekimi digitalnimi rešitvami, tam so neki algoritmi, ki jih programirajo inženirke in inženirji in obvladujejo te procese. No, danes govorimo že v resnici o industriji 5.0, kjer posamezni stroji in delovni procesi medsebojno avtonomno komunicirajo in ne prihaja več takrat, kadar ni nujno potrebno do neke interakcije z človekom. Skratka, to so vse področja, s katerimi se boste tekom študija tukaj na naši fakulteti seznanili. Potem seveda imamo kar nekaj, bom rekel, zanimivih področij, ki zadevajo zdravje. Seveda tukaj gre za predvsem tehnične rešitve na področju diagnostike, na področju protetike in seveda tudi na področju terapevtskih posegov pri zdravljenju. In vse te aparature, ki jih zdravstvo uporablja, seveda načrtujejo in pa razvijajo tudi inženirji strojništva. Potem seveda skrb za okolje. Danes skrb za okolje postaja prevladujoča tema, kot veste. Pretekli industrijski razvoj je v tem okolju pustil kar precejšnje posledice, te posledice je treba reševati. In če hočete posledice nekih okoljskih problemov reševati, morate najprej zelo dobro razumeti, kaj se prvič v naravi dogaja, drugič morate pa zelo dobro razumeti, kako delujejo procesi, s katerimi posegate v to okolje in ga sanirate. Kdo to razume? Logično, inženirke in inženirji strojništva. Potem imamo tukaj mobilnost, transport. Na tem področju se dogajajo, kot lahko vi sami opažate, kar precejšnje spremembe. Transport se digitalizira, se elektrificira, prevozne strategije se spreminjajo, tukaj so praktično tektonske spremembe v strategiji nekih sodobnih transportnih rešitev. In seveda mi gremo v korak s časom in posodabljamo naše študijske programe, tako da so tudi te vsebine seveda zajete. Ob študijske dejavnosti vključujejo seveda tudi, kot bom tudi kasneje še povedal, udeležbo na nekih projektih, ki spodbujajo mlade ekipe pri udejstvovanju v motošportih in pa tudi v drugih dejavnostih. Seveda s temi našimi študijskimi kompetencami se naši študentke in študentje vključujejo v te ekipe in seveda nastopajo v mednarodnem okolju. Potem so obnovljivi viri energije kot neka, bom rekel zdaj, taka stalnica, ko gre za reševanje energetske, bom rekel, stiske. Ampak, vse veste, če bi obnovljivi viri energije bili tako enostavna rešitev, bi jih že zdavno imeli.
Poznati je treba celo zgodbo, poznati je treba tudi nekatere velike zagate in pa probleme pri uvajanju obnovljivih virov energije v energijsko oskrbo. Danes sneži, dnevi so kratki, kot veste, edino, kar lahko 100% napovemo, kar zadeva obnovljive vire energije, da ponoči fotovoltaična elektrarna ne proizvaja električne energije, Ampak tudi ponoči industrija mora delovati, tudi ponoči je treba kakšno luč prižgati, pa kakšno ogrevanje vključiti. No in takrat je treba pač smiselno v bistvu iskati rešitve, kako zagotoviti energijske tokove tudi takrat, kadar obnovljivi viri energije, ki so po naravi zelo muhasti, vključiti v take sisteme. To seveda razumemo tukaj na fakulteti za strojništvo. O letalstvu je bilo že kar nekaj rečeno, vi ste kar nekaj odgovorov namenili v povezavi z inženirstvom strojništva na področju letalstva, kot rekoč v nadaljevanju te predstavitve bo ločeno predstavljena smer letalstva, kjer se boste lahko pridobili podrobne informacije o samem študijskem programu in pa kasneje o zaposlitvenih možnostih. Zdaj, prej sem povedal, da inženirstvo strojništva ni več nekaj, kar bi asociiralo izključno na neke stroje, na neke vijake, na neke zobnike, na nek tradicionalni stereotipni pogled na to strojništvo. In zaradi tega to na tem mestu poudarim, ni poklic, ki bi bil namenjen izključno fantom, ampak ni prav nobenega, res prav nobenega razloga, da se tudi dekleta ne bi odločila za študij, ker jim v resnici potem po zaključenem študiju kompetence, ki jih tukaj pridobijo, omogočajo, da se enakovredno vključijo v raziskovalno-razvojne time kjerkoli v industriji. Tukaj v povezavi zlasti z pametnimi tovarnami in pa naprednimi rešitvami se uveljavlja tako imenovana razširjena resničnost. To je resničnost, kjer lahko v bistvu na osnovi digitalnih dvojčkov, ki jih seveda kdo izdela, inženirke in inženirji strojništva, nekatere procese, ki so lahko bolj tvegani ali pa bolj ekonomsko zahtevni, v bistvu simulirate v tako imenovani razširjeni resničnosti in predvidite, kje se lahko taka tveganja na nek način omeji, obvladuje, ali pa imate v bistvu se pravi, ne samo razširjeno, ampak tudi umetno resničnost, kjer lahko določene procese načrtujete in testirate, še preden jih v naravi izvedete. Zlasti v povezavi z obnovljivimi viri energije pride tukaj področje hranilnikov energije, ne samo to, da je treba te hranilnike energije potem obvladovati z vidika prenosa toplote, zagotavljanja nekih smiselnih obratovalnih pogojev, ampak jih je treba razumeti tudi, kako jih vklapljamo v širše energetske sisteme. In tudi to je en tak... V bistvu strojništvo so teh drugih naravoslovnih ved, kot je elektrotehnika, fizika, matematika, v bistvu razlikuje v tem, bi jaz rekla, da strojništvo nekako poveže to vse skupaj v neko uporabno zadevo. Mi v bistvu smo tisti, ki znamo to pač aplicirati tako, da so neke oprijemljive zadeve na koncu. Strojništvo se mi zdi zelo taka povezana panoga s prakso, ki v bistvu v končni fazi nas zmeraj zanima, kako se bo nekaj v praksi obnesel, tako da se tudi vse preračune se prilagodi praksi, da vidimo, kako se to dejansko obnaša v svetu. Zdaj bi vas pa spet prosil, če lahko se povežete preko te QR kode na tale vprašalnik in poskušate odgovoriti na tole vprašanje, kateri depilacijski postopek je najbolj učinkovit. In vidim, da praktično imamo vse odgovore zelo dobro usmerjene. Spravi, če zdaj to umaknem. Bravo. Zanimivo, moška populacija pa depilacijski postopek, ampak odgovor je vsem pravilen. To je lasersko odstranjevanje. No in zdaj to lasersko tehniko seveda
imamo zelo dobro razvito tukaj na tej naši fakulteti. Zdaj gremo pa kar naprej na predstavitev naših študijskih programov. Na fakulteti za strojništvo smo tako kot vsi inženirji zelo poenostavili strukturo študijskih programov. Imamo dva prvostopenjska študijska programa, ki jih bom v nadaljevanju malo bolj podrobno razložil. Potem imamo magistrski študijski program in pa seveda potem na koncu še doktorski študijski program. Na tem mestu je potrebno posebej poudariti, da je fakulteta za strojništvo najstarejša, najuglednejša in najkvalitetnejša raziskovalno-izobraževalna institucija z področja strojništva v Sloveniji. Se pravi, tehnika je bila med ustanovnimi članicami Univerze v Ljubljani, ki je zdaj že stara 105 let, če tako rečem. Že od samega začetka Univerze v Ljubljani se razvijajo področja z področja strojništva. Poleg nacionalne akreditacije, ki jo morajo imeti praktično vsi visokošolski zavodi tukaj v Republiki Sloveniji, to je ta akreditacijska agencija NAKVIS, seveda smo mi bolj zahtevni. Mi smo se podvrgli nemški akreditacijski hiši ASIN in pa evropski akreditaciji, ki redno preverja kakovost izvajanja študijskih programov, raziskovalnega dela in tudi podpornega okolja. Mi smo lansko leto pridobili novo 5-letno akreditacijo in v času tega preverjanja teh procesov smo dobili zelo laskovo oceno, kar nas uvršča med najkvalitetnejše visokošolske ustanove, da ne rečem univerze ali pa fakultete s področja strojništva v celi Evropi. In tisti študentke in študenti, ki zaključijo naš študij, dobijo potem poleg diplome še prilogo k diplomi in v tej prilogi je seveda potrdilo, da ste študij opravili po teh mednarodnih akreditacijah, kar pomeni, da greste s to diplomo lahko enakovredno iskati zaposlitev kjerkoli po svetu, ker je to mednarodno akreditiran študijski program. Zdaj pa, vi ste verjetno tukaj zato, ker se zanimate za vpis na enega izmed prvostopenjskih študijskih programov, pa bi najprej razložil tale univerzitetni študijski program prve stopnje, ki mu mi pravimo razvojno-raziskovalni program. Zelo na kratko ga bom razložil. Več informacij boste seveda našli na naših spletnih straneh. Na teh spletnih straneh boste videli tudi nekatere podatke glede omejitve vpisa. Če bo kdo imel kakšno tako vprašanje, so med nami tudi kolegice iz študentskega referata. Imate ločeno stojnico študentskega referata tukaj v preddverju ali pa dol spodaj v pritličju in lahko te informacije dobite. Sicer pa imate nekaj tudi v teh brošurah, ki ste jih našli na klopeh. Zdaj, prvostopenjska študijska programa oba dva trajata 3 leta oziroma 6 semestrov. Ta univerzitetni študijski program ima eno pomembno lastnost, če tako rečem, da vsi, ki boste vpisali ta univerzitetni študijski program razvojno-raziskovalni, boste imeli od začetka do konca enak urnik. Vsi predmeti, ki jih boste upravljali ali pa poslušali, so enaki za vse. Z izjemo 2 izbirnih predmetov, ki jih lahko po študijskem programu izbirate tudi izven naše fakultete znotraj Univerze v Ljubljani. Vsi ostali predmeti so pa enaki. Zakaj je temu tako? Zato, ker je univerzitetni študijski program prve stopnje namenjen vsem tistim študentom, ki imajo namen nadaljevati študij potem kasneje na magistrskem študijskem programu in se boste potem na magistrskem študijskem programu diferencirali na 6 različnih smeri. Namen tega programa pa je, da si v času študija na prvi stopnji pridobite in poglobite temeljna znanja. Temeljna znanja iz enega razloga, da potem na magistrskem študijskem programu, ki je raziskovalno usmerjen, lahko vsak uporabi temeljna znanja iz matematike, mehanike, termodinamike, prenosa toplote, uporabi na svojem
tako rekoč raziskovalnem področju. In zaradi tega vsi poslušate praktično iste predmete. Študij traja 3 leta, 6 semestrov, kot sem povedal, in se potem po končani diplomi neposredno pač vpišete na magistrski študijski program. Zdaj, visokošolski študijski program prve stopnje ima pa drugačen namen. Tukaj je pa predvideno, da tisti, ki zaključite diplomo tega študijskega programa, poiščete seveda že svoje priložnosti na trgu dela. In temu ustrezno je ta študijski program tudi zasnovan. Vi poslušate praktično samo 3 semestre skupen študijski, se pravi skupen urnik imate, potem v 4. semestru, torej v 2. semestru 2. letnika, pa vsak na svoji smeri posluša ločen urnik. Se pravi, se že diferencirate v 2. letniku, v 2. semestru, se diferencirate po posameznih smerih, ki jih imate tukaj le navedene, jih ne bi, bom rekel, tukaj posebej navajal, in seveda potem pridobite na posameznem področju, na posamezni smeri že zaposlitvene kompetence, s katerimi potem vstopate na trg dela. Zdaj, logično in pač centralno vprašanje je, ali lahko iz tega visokošolskega študijskega programa prve stopnje diplomanti kasneje vpišejo magistrski študijski program. Seveda je mogoče, ker moramo po zakonu zagotoviti to prehodnost, vendar ne tako enostavno. Če hočete po zaključeni diplomi na temle visokošolskem strokovnem študijskem programu vpisati magistrsko stopnjo, morate delati 2 dodatna diferencialna izpita. In to sta v resnici 2 področji iz matematike. Zdaj, razlog ni zato, ker bi si mi delali kakšne kaprice tukaj, da bi omejevali, oteževali tem diplomantom v bistvu njihovo morebitno študijsko napredovanje. Razlog je predvsem zato, ker je na tem visokošolskem študijskem programu matematika v resnici bistveno lažja, kot je pa na prejšnjem, se pravi univerzitetnem študijskem programu. In se je izkazalo, da tisti študenti, ki ne opravijo dodatnih ali pa ne pridobijo dodatnih matematičnih znanj, zelo težko kasneje na magistrski stopnji sledijo zahtevnim raziskovalnim vsebinam, ne glede na to, na kateri smeri se to znanje podaja. In seveda morajo ti študenti, ki v bistvu potem nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu, upravljati 2 dodatni matematiki. Imamo vsako leto kar nekaj takih študentov in lahko vam zagotovim, da seveda tam, kjer je dovolj intelektualnega kjer so izpolnjeni intelektualni pogoji, kjer so, se pravi, študentke in študenti dovolj motivirani, pridni, se tudi te diferencialni izpiti dajo narediti. Mogoče samo še ena taka informacija, tukaj vidite spodaj tale vojaški modul. Lansko leto smo začeli s tem vojaškim modulom. To je pravzaprav popolnoma enak študijski program, oziroma opravljate študijski program popolnoma enako kot za vse ostale smeri, z eno samo razliko, da smo tukaj v dogovoru z Slovensko vojsko, ne samo fakulteta za strojništvo, ampak tudi ostale tehnične fakultete, začeli izvajati ta, bom rekel, vojaški modul iz razloga, ker tudi Slovenska vojska potrebuje inženirke in inženirje z področja tehnike, zato da Slovenska vojska normalno deluje. Ta študijski program se pa razlikuje izključno ob zaključku študija, zadnji semester, ko se en predmet v bistvu opravlja v sklopu se pravi Centra vojaških usposabljanj v Mariboru, potem diplomo delajo normalno tukaj na naši fakulteti. Tisti študenti, ki se za ta vojaški modul vključijo, in pa Slovenska vojska omogoča priplačne štipendije in druge ugodnosti. Skratka, enih par takih usmeritev bi vam rad zdajle še mogoče predstavil. Vi ste zdaj dijaki. V srednjih šolah, kot veste, se je treba učiti.
To je nekaj povsem normalnega, verjetno veste, kako poteka učenje, ne. Tukaj na fakultetah je pa potrebno študirati, ne. In kakšna je razlika med študijem pa med učenjem? Ta razlika je očitna. Naj to na hitro razložim. Pri učenju vam učitelji podajajo neko snov, ki je zapisana v knjigah, vi to snov utrjujete v delovnih zvezkih, v domačih nalogah. Skratka, naloga teh domačih nalog pa tega reševanja je, da ste vi sposobni reproducirati tisto znanje, ki vam jo učitelj predstavi med urami šolskimi, in pa seveda, da znate potem tudi reproducirati tisto znanje, ki je zapisano v knjigah. Se pravi, gre v resnici za to, da vi usvojite neka znanja, ki so že zapisana nekje v nekih knjigah. Vidite, pri študiju je pa stvar mnogo bolj zapletena. Tukaj je treba narediti korak dlje, ne? Tukaj profesorji med predavanji letijo čez snov, vi to snov utrjujete z nekimi zelo omejenimi vajami, ali pa primeri na vajah. Poanta pa je v tem, da vi k tej snovi, ki vam je podana na predavanjih, dodate še svojo literaturo. Greste v knjižnico, pogledate ta problem še z drugimi zornimi koti, še z drugo literaturo, se pogovarjate z vašimi soštudenti, se pogovarjate z asistenti, s profesorji o tej rešitvi in dodate k znanju, ki ste ga takole pridobili, še neke svoje lastne ideje, lastne poglede, lastne rešitve. In to je v resnici študij. Vi ste postali zdaj, ali pa boste postali intelektualci in boste na obstoječe rešitve, ki so zapisane v knjigah, ki vam jih, ne vem, profesorji predstavljajo, pa tudi kasneje v življenju predpostavljeni, morate vedno vzpostavljati kritično distanco. Pravi strokovnjak je tisti, ki ima vedno kanček dvoma, da se mora biti kakšna rešitev ne bi dala malo drugače, malo bolje rešiti. No, in to vam prinese študij. Zdaj, pri tem študiju je pa treba posebej poudariti nekatere vrednote. Tukaj je zapisanih nekaj vrednot, ki si jih je dobro zapomniti, zato da bi do vašega cilja v življenju, naj si bo to študij strojništva, naj si bo to katerikoli študij, naj si bo katerikoli cilj, ki si ga boste v življenju zastavili, torej dosegli. Prvo, radovednost in kreativnost. Jaz na žalost opažam, da dostikrat šolski sistem v srednjih šolah, da ne govorimo že prej v osnovnih šolah, sam poskrbi za to, da sta te dve vrednoti že v kali zatrti. Pravi, da vam učitelji ubijajo neko radovednost in kreativnost, ki sta nujno potrebni za to, da bi intelektualec deloval v družbi. Potem je seveda odgovornost. Ko si vi zastavite en cilj, ko pridete do ene odločitve v življenju, je treba temu cilju slediti z vso odgovornostjo, z vso vnemo, zaradi tega, ker boste posledice teh odločitev nosili vi osebno. Zato mora biti ta odločitev sprejeta samostojno, mora biti vaša osebna, ne odločitev vaših staršev, ne odločitev vaših prijateljev, s katerimi greste včasih tudi na pivo, ampak mora biti vaša osebna. Posledice te odločitve bodo pomembno zaznamovale vašo poklicno in z njo povezano tudi osebno pot. Zato ni čudno, da ste vi danes tukaj ali pa pred pomembno odločitvijo, zato si je dobro pridobiti res kar se da veliko informacij in te informacije morate vi potem odgovorno sprejeti v vašo odločitev. Kot sem prej povedal, morate biti samostojni in seveda ne smete se ustrašiti biti inovativni. Inovativnost, kaj pomeni inovativnost?
To pomeni, da stopite na področje, ki ga ne poznate, da stopite v neznano in da se tega ne bojite. In tisto, kar bi vam rad povedal, če boste šli na študij na fakulteto za strojništvo, ne, vam bomo pri tem odkrivanju neznanega tukaj pomagali. Naslednje vprašanje, samo en moment, da jaz pridem do tele QR-kodi, se tam imam jaz. Evo, tukaj je naslednja QR-koda. Vprašanje pa se glasi, v katero snov spravimo največ energije pri sobni temperaturi? Nekaj časa bom še pustil tole QR-kodo, potem jo bom pa umaknil. Tem jo bom pa umaknil, zato da... A ste poskenirali? No. Vidim, da so baterije zelo popularne. Vidim, da je pravilen odgovor vodik, medtem ko tele baterije so nažalost med vsemi naštetimi na zadnjem mestu. Tako da jaz predlagam, da gremo kar naprej. Tole so rezultati pravilni. Se pravi, v vodik pri sobni temperaturi spravite približno 3-krat toliko energije kot v dizel ali pa v bencin, pa enih 5-krat toliko kot v lesne sekance. Litijeve baterije se pa komaj da kaj narisati, toliko malo energije gre v te litijeve baterije. Imamo malo predstave. Ok, samo še da malo hitro razložim, kaj se dogaja ob samem študiju. Imamo kar nekaj obštudijskih dejavnosti. Dve ekipi tukaj le podpiramo, in sicer prva ekipa Edward Rusian Team, ki se udeležuje tekmovanja, mednarodnega tekmovanja Design Build Fly, in vsako leto zgradijo en letalnik po navodilih, ki veljajo tisto leto. Ta letalnik, tukaj v predverju ste imeli priložnost videti te letalnike iz preteklih let. Vsako leto dobijo neko misijo, ki jo morajo opraviti. Kasneje vam bo mogoče tudi kolega Petrovič znal kaj več o tem povedati. Zanimivo pa je, da se vsako leto, ko se udeležijo tekmovanja v Združenih državah Amerike, naše ekipe zelo dobro uvrščajo. 2-krat so naše ekipe že zmagale na tem tekmovanju, imajo celo vrsto drugih mest. Skratka, zanimivo je, da na to tekmovanje pridejo ekipe iz najuglednejših univerz iz ZDA, da ne rečem v svetovnem merilu, MIT, Caltech, potem so najeminentnejše univerze iz Evrope, iz Nemčije. In naši študentke in študenti, ki delujejo v tej ekipi, so iznajdljivi, inovativni, kreativni. Včasih je treba malo improvizirati. Inženirska rešitev ni vedno, bom rekel, v enem kriteriju najboljša. Tukaj je treba vedno iskati kompromise med različnimi kriteriji in očitno so naše inženirke in inženirji, ki se usposabljajo na tej hiši, bom rekel, zelo dobre ali pa so zelo dobri pri iskanju teh kompromisov. Potem imamo drugo ekipo, Formula študent, ki gradi bolid, ki ste ga imeli priložnost tudi opazovati tam ali pa videti pred vhodom na našo fakulteto. Tudi tukaj gre vsako leto za tekmovanje, kjer morajo zgraditi neke nove rešitve. Zdaj smo prišli iz dirkalnikov z motorjem z notranjim izgorevanjem na električne pogone. Letos imajo študenti ambicijo zgraditi dirkalnik na 4-kolesni pogon. Skratka, vsako leto se nekaj doda, tako da je izziv praktično enormen. Tukaj se študenti povezujejo z različnimi fakultetami, sodelujejo z podjetji, dobivajo zelo, zelo široke kompetence iz različnih področij. Seveda tisti, ki se udeležujejo takih projektov, imajo to zabeleženo tudi v prilogi k diplomi. Potem organiziramo vsako leto tukaj študentsko oziroma tudi dijaško konferenco, raziskovalno konferenco Štekam. Tukaj dijaki pa tudi študenti že v času študija ali pa v času vaših raziskovalnih nalog predstavljajo
rezultate teh raziskovalnih nalog, se pravi, prispevki so potem urejeni v zborniku in dijaki, tisti najbolj pridni, lahko ta dosežek uveljavljajo pri pridobivanju Zoisove štipendije, mnogi tudi to v bistvu izkoristijo. Ampak tisto, kar je še mnogo bolj pomembno, pa je to, da se udeleženci na teh konferencah povezujejo, da diskutirajo o svojih rešitvah, vsak svojega področja, da se jim porajajo zelo pogosto potem nove ideje in se že zasnujejo novi interdisciplinarni projekti. To pa je tisti način razmišljanja, ki vključuje vse te vrednote, o katerih sem jaz prej govoril. In najlepše je, ko se to zgodi spontano, na nekem, bom rekel, zelo konkretnem primeru in največ znanja v resnici potem med študijem pridobite iz takih projektov, v katerih ste močno motivirani. Zelo sem ponosen, da je v času mojega mandata tukaj dekanovanja zaživel, res zelo lepo zaživel peskovnik. Kaj to je peskovnik, naj vam, bom rekel, zelo na hitro razložim. Peskovnik je odprti laboratorij, kjer študentje delajo projekte za študente. Peskovnik je odprt prostor, ki ima ločen vhod. Ne greste mimo vratarja, ampak je tukaj zadnji, pač ločen vhod, zato, da lahko udeleženci, člani tega odprtega laboratorija pridejo na fakulteto v odprti laboratorij, kadar imajo čas. Ne? Se pravi, seveda pod določenimi pogoji, ki veljajo z nekim hišnim redom v tem peskovniku. Zdaj, kaj se pa tukaj v tem peskovniku dogaja? Tako kot ime pove peskovnik, to je v bistvu prostor, kjer lahko vi poskušate udejaniti vaše lastne ideje, inženirske ideje, tehnične ideje. In kaj se zgodi, če kakšna ideja ne uspe? Čudega, kako v peskovniku. Naredite pač nekaj grad, se podre, pač poskusite razmisliti in naredite naslednjo rundo malo boljše. Zdaj pa najlažje to povem na enem takem primeru. Si predstavljamo, na primer, enega študenta tamle v Rožni dolini, v študentskem domu, ima majhno sobico, v tisti sobici je še njegov kolega, zelo malo možnosti je, on nima orodja tam v študentskem domu, on nima materijala v tem študentskem domu, nič nima v resnici. Ima pa en računalnik, na računalniku ima naložen SolidWorks in on razvija neko idejo, kako bi on to naredil. Se pravi, že uporablja to neko navidezno resničnost, o kateri smo prej govorili. Naredi neki digitalni dvojček neke svoje ideje. Ne more narediti tiste ideje, ker nima nobenih možnosti. Pride z računalnikom v odprti laboratorij, v odprtem laboratoriju ima 3D tiskalnik, ima 3D CNC stroj, ima veliko orodja, ima laserski razrez materijala in on udejani to idejo, ki je nastala na njegovem osebnem računalniku in preveri, če ta ideja deluje. In tudi, če ne deluje, ni nič hudega, zraven se je on naučil uporabljati 3D print, naučil se je laserskega razreda, uporabljati 3D CNC obdelovanih postopkov in še marsičesa se je naučil. Med drugim se je povezal s svojimi kolegi, prijatelji, ki so ravno tako udejanjali svoje ideje, izmenjali te ideje in mora biti naslednja iteracija je bolj uspešna. Na fakulteti vsak semester razpišemo projekte, oziroma damo razpis, kjer študenti in študentke prijavijo svoje kreativne ideje in vsak semester nekaj od teh najbolj obetavnih idej izberemo, finančno podpremo s pomočjo naših donatorjev iz gospodarstva, tako da je ta projekt peskovnika tudi ekonomsko vzdržen in na ta način študentke in študenti, ki delujejo v tem v bistvu odprtem laboratoriju, na nekih svojih idejah, vzporedno s študijskimi dejavnostmi udejanjajo. Tako da to je res en zelo dober primer delovanja na naši fakulteti. Zdaj, glede ekskurzij, tukaj bi rad poudaril, da smo tudi recimo pred 3 leti uvedli obvezne ekskurzije. Naše študentke in študenti potem kasneje v višjih letnikih obiščejo vsak na svoji smeri najpomembnejše gospodarske partnerje, s katerimi zelo lepo sodelujemo tradicionalno in za njih organiziramo pač zelo zanimive ekskurzije.
Razen tega pa identificiramo že zelo zgodaj najboljše, najbolj pridne, tiste najbolj tihe, tudi običajno, ki zelo zlahka ostanejo prezrti, take zelo hitro identificiramo in za njih organiziramo pač ločene dogodke, jih stimuliramo, nagradimo, dobijo pohvale in vsako leto za njih organiziramo pač ločeno ekskurzijo. Predlani so šli v Italijo, lansko leto so šli v Nemčijo, letos jih prav tako peljemo na ekskurzijo v Berlin. Tako da imamo posluh za tiste, ki najbolj doprinašajo k ugledu naše fakultete. Takole je utrip iz ene izmed teh ekskurzij. Tukaj bi samo povedal, da seveda Fakulteta za strojništvo zelo spodbuja, sicer mogoče malo manj na prvi stopnji univerzitetnega programa ali pa proti zaključku, se pravi visokošolskega strokovnega študija, pa spodbujamo seveda, da se naši študenti udeležijo kakšne izmenjave, Erasmus izmenjave. Tukaj imamo ogromno bilateralnih pogodb z 120 fakultetami. Tukaj imate pa navedene nekatere univerze, kamor naši študenti najbolj pogosto odhajajo na to študijsko izmenjavo. Kot študent Fakultete za strojništvo sem lahko redno obiskoval najrazličnejše športe, kot so košarka, nogomet, odbojka in tako dalje. Predavatelji na strojni fakulteti nam pa organizirajo tudi kakšne ekskurzije. Na primer, lani smo bili na Brniku na Solinerju, kjer smo si pogledali proces vzdrževanja letal. Letos pa smo bili na kontroli zračnega prometa, isto na Brniku. Zdaj, mogoče še tole, samo en moment, kako se tukaj zgodilo. Okay. Še zadnje vprašanje, če lahko odgovorite, poskenirajte tole QR kodo, če morebiti znate odgovoriti, od katerega leta dalje se na Fakulteti za strojništvo ukvarjamo z razvojem umetne inteligence. No, pravilen odgovor je 1990, ko je profesor Grabec pri nas začel razvijati en med prvimi v evropskem merilu, ne samo v slovenskem merilu, nevronske mreže. In še ob zaključku naj povem, da je Fakulteta za strojništvo tradicionalno zelo povezana z gospodarstvom, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni regiji. In da so naši diplomanti tisti, ki jim ni potrebno iskati zaposlitve, ampak izbirajo med zaposlitvami. Skratka, v zadnjih letih našim diplomantom praktično ni potrebno iskati službe, vsi imajo že pred samo diplomo takšno ali drugačno sodelovanje z firmami in je potem zaključek študija samo še študijska formalnost, potem pa lahko že nadaljujejo s svojimi karierami v gospodarskem okolju. S tem bi jaz zaključil svojo predstavitev. V prihodnosti bi bila vesela, če bi me pot zanesla med strokovnjake na področju letalskega in vesoljskega inženiringa. Jaz v bistvu si v prihodnosti želim delati nekako v smeri proizvodnega inženirstva, ker me pač zanimajo te proizvodne tehnologije. V bistvu mi je pa tudi zanimiva ta sama avtomatizacija proizvodne in mehatronsko ozadje vsega tega. Predno predam besedo naši alumni, gospe Rebeki Koprivšek, bi vam samo še enkrat položil v srce, da bi dobro premislili in vam seveda ob vaši odločitvi želim obilo poguma in seveda tudi sreče na vaši življenjski poti. Hvala lepa. Silvija,
ste že malo zaspani, verjetno bom provala biti hitra. Bi pa prebila najprej led s tem, da vas vprašam, da dvignete roko tisti, ki ste že prepričani, da boste šli sem študirati, pa ste prišli samo malo pogledati. Ok. Ok, manjšina. Kaj pa tisti, ki veste, da vas zanima neka bolj tehnična smer, ampak še niste prepričani točno, kam bi šli? Ok. No, jaz nisem bila ne ena, ne druga, ker sem bila tako stara, kot vi. Jaz sem bila prepričana ves cajt, da bom umetnica, da se bom vpisala na AGRFT ali pa na ALU, ker je nekako edina stvar, ki me je zanimala v vaših letih, bilo risanje ali pa filmi. Pa sem pa čisto po naključju šla s svojo kolegico na fakulteto za računalništvo, na poletno šolo, in sem se tam prvič srečala z Lego robotki in sem pogruntala, kako je lahko to zabavno v bistvu, da ti tudi tehnika nekako to otroško radovednost, ki ti jo ponavadi umetnost, da ti lahko tudi robotika krepi. Ko sem se na koncu odločila, da bom šla študirati na strojno, in sicer na mehatroniko, ker je nekako najbolj širša smer, ker vključuje in računalništvo in elektrotehniko in tudi neke strojne elemente. In moram priznati, da odkar sem se vpisala, še nisem nekako obžalovala moje spremembe zadnjo sekundo. Jaz sem tak človek, ki zelo rada menjam šihte, vsaj na 1, 2 do 3 leta, zaradi tega, ker se mi zdi, da ko se nekako ne razvijaš na nekem področju več, je dobro, da zamenjaš okolje in ti tudi to pomaga. In moram priznati, da odkar sem nekako šla v to tehnično smer, da ni niti ena moja zaposlitev bila podobna prejšnji. Sem delala v modelarski delavnici, izdelovala scenografije, bila sem novinarka, delala sem v audio, video produkciji, bila sem znanstvena raziskovalka in zdaj trenutno delam kot razvojni inženir v igralništvu. Tako da se mi zdi, da to kaže na to, koliko je dejansko, se mi zdi, da to kaže na to, koliko je strojništvo nekako široko področje in dejansko zaobjema ful različnih aspektov našega življenja in se nekako s strojništvom ne omejiš, dokler se pustiš nekako odprto pot, pa dokler si pustiš raziskovati naprej, boš ziher najde odgovor, tudi če zdajle nisi prepričana, je bila to prava izbira ali ne. To je vse od mene. Sem bila hitra. Hvala lepa. Ja, na fakulteti smo zelo ponosni na naša dekleta, posebej na Rebeko in njene predhodnice, bile so inženirke leta, Rebeka je aktualna inženirka leta, kar pomeni, da to znanje in to navdušenje, sploh med dekleti, zelo uspešno predajajo naprej. Tako da dekleta res vljudno vabljena. Pa preda se naprej ukvarjamo, koliko imamo deklet, pa kako dejansko študij izgleda, je to težko ali pa kako to pri nam je. Bom pa lepo prosila, da bomo, če lahko rečem, politično korektni, gospoda dekana, Rebeko pač prosila, da zapustita predavalnica in bomo potem, se mi sami malo bolj neuradno pogovarjali. Hvala lepa, lahko mi tudi ploskate, pomagate. Odlično. Zdaj bomo pa takole naprej pogledali, dajmo pogledati, koliko imamo deklet na fakulteti. Kaj pravite? Odprej bi mogli imeti QR kodo, oziroma jo lahko tukaj odpremo. Da vidimo, kaj pravite. Pravilen odgovor, imate prav, več kot 8%. Ta procent skozi leta je lepo rastel in se pač nadejamo, da bo še naprej.
Tako da videli ste tudi naše kolegice in veste, da smo kmalu na dobri poti, da se čim prej izenačimo. Vprašanja boste zdaj lahko postavili našemu kolegu. Verjamem, da vas skrbi, na katere, a je fakulteta pretežka, mi smo tam le postavili enega astronauta, ne, študij pa nam je breztežen, kje lahko jem, kako se vpišete. Lahko vam povem iz izkušenj, jaz sem veliko delala z dijaki, vem, kakšne skrbi imate in tako, kaj dekan rekel, v bistvu je pomembno, da stojite vi sami za svojo odločitvijo, kaj boste, katero smer boste vpisali, kateri študij. Največji preskok po bistvu, ki vas čaka, je ta iz vzgojno-izobraževalne ustanove v pedagoško-raziskovalno ustanovo greste, kjer vas ne bo noben brcel, da vi delate domače naloge, ni ukorov, ni opominov, ni nič tega, če naredite, če ne. To je čisto vaša odločitev in to vaša odgovornost. Vem, da za marsikoga od vas predstavlja to selitev v Ljubljano, da je to tle že tam sistem, da naštudirate avtobuse, kje boste jedli, kaj, kako, ampak vse se da, veliko kolegov pred vami je šlo čez podobno zgodbo, tako da jaz bom pa besedo pustila študentom. Najljubši predmet so bili letalski motorji, pri tem predmetu smo se učili o samih procesih v motorjih z notranjim izgorevanjem, tako batnih kot tudi turbinskih. Moj najljubši predmet so pogoni. V prvem delu semestra smo se ukvarjali predvsem z menjalniki in prenosom gibanja na kolesa. V drugem delu pa smo predelali motorje na notranje izgorevanje, električni motor in pa tudi baterije. Mislim, da je študij strojništva zahteven, ampak s pomočjo sošolcev, tutorjev in rednega obiskovanja predavanj se da fakulteto brez težav opraviti. Uspešen strojni inženir ali strojna inženirka mora znati pristopiti do nekih kompleksnih problemov, jih znati reševati in se vedno zanimati za neke tehnične inovacije po svetu. Evo, pravite se da, v živo pa vam bo predstavil, kako študij pri nam izgleda naš študent Max Centrin. Max, izvoli. Pozdrav še z moje strani. Jaz sem 3. letnik dodiplomca, se pravi, sem bil pred to odločitvijo približno 3 leta nazaj in pač moram reči, da bo mene precej strah, oziroma sem bil dosti nesiguren, ker si ne znaš predstavljati, kako zdaj to zgleda, greš pač v Ljubljano, pač jaz nisem z Ljubljane, moraš nekje drugje živeti, greš v neko čez drugo inštitucijo, kjer nobenega ne poznaš, no razen če imaš pač neke kolege iz srednje šole, ki grejo s tabo, ampak moram reči, da potem, ko se enkrat semester začne, oktobra, da to dogajanje na fakulteti ful hitro potegne noter, spoznaš ogromno novih ljudi, naučiš se ogromno, ves čas se nekaj dogaja, povsod so neki novi ljudje z novimi idejami in potem, ko se pač semester nadaljuje, je ogromno dela, je pač veliko za učiti se, veliko je domačih nalog, veliko je ponovadi nekih tudi projektnih nalog, poročil, ampak se vse da. Treba imeti pač to željo potem, da prideš do konca, da končaš neko zadevo, ko si jo začel in s sprotnim delom ni nič nemogoče. Sploh, če imaš kolege, ki si pač pomagate med sabo, ki ti vsak zna nekaj drugega, vsak ima nek drugačen pogled na problem in zmeraj se najde rešitev. Semester je kratek, traja 3 mesece pa pol in tu pač grem takole, na koncu izpitno obdobje in če sproti delaš vse domače naloge, če se učiš za kolokvije, lahko da ne boš imel nobenega izpita. To je pač ena taka dobra stvar na naši fakulteti. Seveda, poleg tega vsega dela je treba najti čas za sprostitev, kar tudi ni problem. Imamo ogromno nekih, skozi se nekaj dogaja, imamo pub kvize, imamo ekskurzije, kot je že profesor Sekavčnik povedal, imamo okrogle mize, imamo take in drugačna druženja, imamo tudi športne dogodke včasih, kjer pač spoznaš nove kolege, kjer si malo oddahneš od tega napornega študentskega življenja. Tako da je na koncu v bistvu faks neka taka lepa izkušnja, ki se ogromno naučiš ne samo tega, kar je v kurikulumu, ampak tudi nekih takih praktičnih zadev, ki ti prav pridejo naprej v življenju.
in je res je lepo iti čez to. No. Tako da, če ima še kdo kakšno vprašanje. Čekaj, ja? Kaj programi delate? Programih. V prvem letniku je SolidWorks, se pravi v okviru tega tehničnega risanja oziroma modeliranja geometrije. V drugem letniku so numerične metode v Pythonu, v tretjem letniku je pa matematika. To je zdaj govorim za svoj program, to je RRP. Za PAP ne vem, ampak to je tu pri nas. Je pa pol vsak predmet je neka specifika, zahteva neka drugačna orodja in potem itak že sam prideš do tega, da rabiš mogoče nekaj, da se mogel nekaj sam naučiti, da boš rešil nek problem. Sploh te projekti, ki jih je prej profesor Zakavčnik kazal, te Formula študent pa DBF, oni imajo nekaj čist svoje zahteve, oni se drugače ukvarjajo s tem in imajo tudi v drugih programih delajo. Še kdo kaj? Praksa v okviru tako kot je na srednji šoli, ki moraš za nek čas iti v firmo, tega pri nas uradno ni. Je v okviru predavanj, v okviru predmetov so laboratorijske vaje, to v bistvu se gre v laboratorij od tega, ki organizira ta predmet in se na nek praktičen način pokaže, kako se pristopa k problemom, kako se v bistvu raziskovanje poteka. To je ena taka zelo zanimiva stvar. Pa je odvisno od predmeta, kako praktične te vaje lahko so. Drugače pa najboljša praksa poletno študentsko delo. Še kaj? Ni problema, lahko boste potem tudi vprašali, kasneje spodaj. Študenti imajo svojo stojnico spodaj v pritličju in jih boste lahko ena na eno vprašali, kar boste želeli. Če pa kaj bolj vezano na, bom rekla, te vpisne pogoje ali pa kaj, je pa tlele stojnica, tale se steno, bo kolego tam in kolegica in jih boste lahko vprašali vse, kar boste želeli. Mislim pa, da si Max vsem zaslišen aplavz, ne? Jaz bi z vami rada delila še za vas eno zelo pomembno informacijo. Kako se vpisati? Tlele, to je link do EVŠ-ja, portala EVŠ. Vse prijave sprejema se elektronsko. Ne delamo tega na fakulteti, to dela vpisna služba in nam tle ne moramo pomagati. Pomemben za vas pa je datum, da morate to narediti 18. marec. Okay? To je za vas ključnega pomena. Bližamo se našemu nagradnemu vprašanju, smo že proti koncu. Jaz vas lahko samo še povabim, seveda za dodatne informacije lahko obiščete našo spletno stran, naše družbeno omrežje, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, tam boste veliko zanimivih filmčkov najdeli. Ampak preden vam dovolim na do nagradnega vprašanja, vas bom lepo prosila, da tole podskenirate, ena taka kratka evalvacijska anketa je in na koncu, ko pridete do tega, boste dobili link do nagradnega vprašanja. Lepo vabljeni, bomo veseli vaše povratne informacije. Evo, bomo zaključali. Pravilen odgovor je 3. Lepo pozdravljeni. Vsi, ki vas zanima letalstvo na kakršenkoli način. Videli ste skozi prejšnja predavanja, da imamo te vojaške module, videli ste, da imamo 2 smeri, ki ste na projektno-aplikativnem programu. Jaz sem Igor Petrovič, vodja laboratorija za aeronautiko in danes tukaj bi vam rad predstavil, kako tole poteka in kakšni so ti posebni pogoji, ki nam omogočajo, da se posebej z vami tudi dobimo. Predvsem imejte pri sebi, zdaj že v glavi si postavite, katere vprašanja vas zanimajo. Šli bomo skozi predstavitev, prvo bom imel jaz, potem kolegi iz Pipistrela, potem kolegi iz letalske policijske enote in tisto, kar vas zanima, dajte vprašati, zato smo danes tukaj. Okay? Za vse te odgovore bomo nekaj probali že skozi predavanja, skozi tele slajde, nekaj pa potem direktno z vašimi vprašanji in odgovori. Kot prvo, to, kar je bilo že predstavljeno, na fakulteti za strojništvo imamo 2 smeri. Projektno-aplikativni ali visokošolski program in univerzitetni program.
Mi, letalci, smo na projektno-aplikativnem programu. Že res, da prej dekan govoril, ja, pa je težko iti naprej, ker dobite še 2 matematiki, da se. Tisti, ki bi vas to zanimalo naprej, se v zadnjem semestru študija potem vzporedno poslušate še ta dodaten predmet, oziroma 2 predmeta, ki lahko naredite in greste pol naprej, tisti, ki bo res zaželel. Vsi ostali pa aplikativno mišljeno na to, da ste potem zaposljivi in predvsem tisti, ki ste v letalstvu, vsako leto imamo kakšnega, ki gre naprej. Nekatere, ki nadaljujejo tukaj pri nas, na fakulteti za strojništvo, ker pa tam še enkrat še nimamo programa letalstva na drugi stopni, imamo pa tudi kar nekaj študentov, ki grejo potem naprej v tujino, ena izmed teh je danes z nami. Te letalski smeri, ki jih imamo tukaj noter, sta prometni pilot letala ali helikopterje ter snovanje in vzdrževanje letal. Ključno je, vsebinski predmeti se nam začnejo v drugi polovici drugega letnika. Zakaj je pa to pomembno? Zato, ker tisti, ki želijo biti piloti in mi damo potrdilo, da so poslušali te predmete, morajo do takrat izpolniti neke zahteve. Te zahteve so zato, ker imamo mi letalsko šolo v okviru fakultete za strojništvo. To je ta desen kvadratek tukaj gor. In ta desen kvadratek nam pove, da moramo imeti še neka dodatna pravila. Ko boste vi tukaj noter na fakulteti za strojništvo, ste študenti fakultete za strojništvo, hkrati ste pa potem še v eni organizaciji, ki se imenuje Organizacija za usposabljanje, ki vam omogoča, da na koncu vam izdamo potrdilo, da greste na izpite za pilota, delati potem na Agencijo za letalstvo. Ne glede na to, ali vam uspe pridobiti vsa potrdila, PPL tečaje, da vse naredite v 18 mesecih, ste pa še vedno tudi študenti fakultete za strojništvo in na koncu, ko naredite diplomo in vse izpite, ste diplomirani inženirji oziroma inženirke strojništva. To, da imamo odobreno organizacijo za usposabljanje, pomeni, da moramo mi imeti ekstra papirologijo, da moramo mi imeti določene postopke opisane noter in da morate vi izpolnjevati določene pogoje, katere moramo mi še dodatno preverjati, ker vsake toliko dobimo iz Agencije za letalstvo, sem nadzornike, ki pogledajo, ali je vse v redu ali ni. Tale certifikat organizacije nam omogoča to, da vam nekoliko olajšamo vašo odločitev oziroma vašo pot za nadaljnje izobraževanje. Kaj pa je ključno, da imamo modularno usposabljanje, kar pomeni, ko se začnejo letalski predmeti, tisti, ki želite biti prometni piloti, se pravi poklicni piloti letal in bi želeli to izkoristiti, in morate do takrat imeti PPL ali licenco za športnega pilota letala. To lahko naredite tako, da naredite sami, ali pa v okviru kakšnih aeroklubov ali v okviru kakšnih drugih organizacij, ki vam to omogočajo, kakor bomo pol kasneje pogledali. Mi na faksu vam nudimo teoretično usposabljanje, ki je zelo poglobljeno. Znanja, ki jih tukaj noter dobite, bodo zelo uporabna, sploh ko boste šli na razgovor za službo. Za pilota, tisti, ki hoče biti samo pilot, pa ga nič drugega ne zanima, sploh ne rabite priti na fakulteto za strojništvo. Vi greste tamle v neko letalsko šolo, tam naredite za športnega pilota, lahko naredite tudi naprej. Kaj je pa pomembno? Da ko boste šli pa v razgovor za službo v nekega airliner, se pravi v neko letalsko prevozno družbo, bojo pa tam gledali ne samo to, da imate licenco, ampak tudi koliko znate. Na intervjuju, a res znate to ali ne. Veliko letalskih šol danes tako dela, da sami poklikajo tam. Ja, saj ste naredili šolo, ste poklikali. Izkazalo se je, da je to klikanje premalo. Ko pridejo potem kandidati na razgovor za službo, ne razumejo tega in to se tam izkaže. Kaj vse potrebujete za pilota, bi lahko rekel, je zelo podobno, kot prej za inženirja. Zanimati vas mora, ves čas se morate nekaj učiti, ves čas imate neko izobraževanje, ves čas povezujete teoretična in praktična znanja. Hkrati je pa tle še ena pomembna stvar, tale finančna zmožnost. Ta finančna zmožnost je zato že danes vedite to, da ko boste mogli narediti PPL, pogledajte si cene, kje so zunaj, od 10.000 evrov približno naprej, cca čez palec, če greste sami v letalsko šolo in to delate. In ta finančna zmožnost je tista, ki tle, če pogledate, koliko ur jih potrebujete imeti na letenih, to je govorimo o praktičnem usposabljanju, zeleni stolpec, ker tisto modri stolpec zagotavljamo potem tukaj. Na fakulteti za strojništvo je to poglobljeno znanje, okvirno 1000 ur teorije dobite skozi 14 različnih predmetov, praktično morate imeti pa prej naleteno in kasneje morate tudi leteti.
Super varianta tukaj noter, kot boste kasneje slišali, je letalska policijska enota, ki omogoča štipendiranje in nalet. Bojo oni kasneje pogledali, kako je to narejeno. Ena izmed teh je tudi Slovenska vojska. Tam vsak leto pride ven razpis, približno 30. april je ponovadi rok, ko se morajo prijaviti kandidati na selekcijo, potem je izveden selekcijski postopek, kjer se pogleda, ali je vse v redu ali ne, se pravi od fizično pa psihično, do tega potem, da preverijo, kako kandidat napreduje, kako leti, in skozi to se potem izberejo kandidati, ki lahko potem v okviru tiste organizacije dobijo tele PPL licence. Pogoji, ki so ključni tukaj noter do takrat, ker imamo modularno usposabljanje, so, da dobite PPL licenco do začetka drugega semestra, drugega letnika, se pravi let pa pol od takrat, ko se bo začel. In vseh 14 predmetov, ki so v okviru fakultete za strojništvo, morate opraviti z vsaj 75% uspešnostjo, pa 80% prisotnost mora biti na vseh predavanjih in vajah. Slišite veliko, v letalstvu je to vse predpisano, nismo si mi izmislili. EASA pravila noter to predpisujejo, ampak verjemite mi, skozi predavanja in skozi vaje ni problem, če se malo učite, dosežete teh 75%. Malo kakšen študent je, ki tega ne more doseči, pa da zaradi tega, ne vem, če je kakšen obupal, vedno smo potem še se je bolj naučil, pa je uspel. Še ena pomembna stvar, 18 mesecev je največ, kar lahko mine od začetka vašega letalskega šolanja, to je zdaj kvadratek zraven, od druge polovice drugega semestra in do zadnjega izpita, zadnjega zagovora. Govorimo o teh predmetih, ne o strojnih elementih, ne o elektrotehniki, ne o kemiji, ne o tehnični dokumentaciji. To vse so strojni predmeti, ki jih tudi vi boste poslušali, ampak teh 14 predmetov, ki jih boste dobili, je pa ključno, da jih takrat zaključite. Druga smer je snovanje in vzdrževanje letal. To boste pa danes slišali, en del teh naših inženirjev, velik del naših inženirjev v zadnjem času je šel naprimer zdaj v Pipistrelah, pa boste tam slišali naprej, kakšna znanja so bila potrebna, kaj se zahteva od vas. Ključno tukaj noter pa samo še ena stvar mogoče, da določena znanja, ki jih dobite na fakulteti, so priznana tudi na agenciji za letalstvo. Obstajajo neke inženirske licence, in s temi predmeti, ki ste jih tukaj poslušali, in s temi učnimi programi, vam določene predmete tam priznajo, nekaj morate pa še narediti, če želite iti, naprimer, za vzdrževalca pod tem EASA part 66 del. Ekskurzije, kamor gremo, potencialni delodajalci, ki so tukaj pri nas, še vedno so, kljub temu, da ni Adria, ki smo prej rekli, Adria tehnika je zelo močna za vzdrževanje letal. Imamo potem tudi druga podjetja in sigurno en velik del pilotov v Slovenski vojski in v letalski policijski enoti, nekaj gre pa potem tudi v tujino. Ključno tukaj na koncu je pa to, da zastopite. Ja, seveda greste lahko licence delati po drugih letalskih šolah, ampak tukaj pri nas dobite pa poglobljeno teoretično znanje, ki je dejansko zaželjeno, pol kasneje, in hkrati potem na koncu tudi izobrazbo za diplomiranega inženirja oziroma inženirko strojništva. In to je tisto, kar vam lahko pomaga, potem prej ste slišali inženirko leta, ki je rekla, sem začela tle, pa grem ke. V letalstvu ponovadi, ki se odločiš, ostaneš v letalstvu, ampak imamo tudi v Sloveniji pa več različnih načinov, kako lahko ostaneš v letalstvu. Za kakršnekoli dodatne informacije, ali tukaj le vprašajte, ali pišite na mail, ali pokličite po telefonu. Vedno odgovorimo vsakemu sporočilu, če slučajno ne bo takoj, ne zameriti, imamo veliko tudi drugega dela, ampak dobite odgovor, tako da, če je kakršnokoli vprašanje zdaj, ali pa predlagam, da naredimo še po obeh dveh predstavitvah, ki bojo zdaj. Ok? Hvala, pol je pa to z moje strani, pa bi prosil zdaj, če pridete iz Pipistrela, ko sem predstavil. Hvala. Živijo? Se sliši? Lep pozdrav, ne?
Točno tako. Lep pozdrav strani Pipistrelja. Tukaj sva dva alumni, bivša študenta fakultete in recimo, da oba bi rada najraje predstavila malo, kako in kaj je najina zgodba, podobno kot je tudi inženirka leta prej predstavila, in malo tudi, kako in kaj so možnosti dela v letalstvu v Pipistrelu, ampak nasploh tudi drugod. Recimo, zakaj letalstvo? Mislim, da Marko, imaš ti tvojo prvo. Zakaj sploh letalstvo? Ja, zdaj, moja pot je tako, že od majhnih in to so me letala zanimala. Ja, od majhnih so me letala zanimala, zdaj, ali je bilo to, pri meni je bilo to skupno vedarstvo, zdaj bencinski motorji so mi bili, tako, niso bili blizu, zato ker včasih je bilo težje, kar se tiče povezave in sem pristal na elektro, da se pa baterije napolni doma in lepo letiš. Potem te tehnične revije, od tima, se pravi, te modeli in tako naprej. Tega sem veliko prebral, tudi vse tisto, kar je potrebovalo potem naprej, da sam za primer, ko sem prišel na srednjo šolo, sem na mizi ogromno modelov letal in sem se odločil, da ima tisto šolo, sem to na elektro. Imel sem tam modelčke, to je to, nisem pa drugo pogled. In nastrojno, prav tako, ko sem prišel, jaz sem šel za pilota, sem gotov, da rajši gledam stvari in gledam, kako letijo in sem navadno, pokar pa, da sem dejansko tam. Tako, to meni. Jaz bom malo bolj na hitro, recimo za razliko od njega, ki je že od malih nog bil v letalstvu. Pri meni je bilo vse skupaj malo kasneje, sem vedno bila prepričana, da bom veterinar. In pol me je moj oče pri 17 letih nekako spravil na jadralna letala, spravi sem začela z letenjem in je bilo, wow, ok, kaj zdaj? 17 let, se bližam koncu srednje, bom res veterinar, hočem biti res tako ali biti kaj drugega. Sem mislila, da bom pilot in sem mislila, da bom šla v tisto pot, ki jo je prej omenil in nekako opisal Petrovič. In načeloma sem šla pol na strojno zaradi tega in sem potem spoznala podobno kot Marko, da imam dosti raje inženirsko plat, pa da ne, da bi šla profesionalno v letenje. Tako da načeloma je. Kaj pa delamo dejansko trenutno zdaj v Pipistrelu? Zdaj, jaz sem na Pipistrelu se pravi že dobrih 10 let in to potem je zasalo tudi, da sem delal zelo pester nabor stvari, od presluženja materialov, se pravi tukaj na strojni fakulteti ima tudi laboratorij, kjer imajo stroje za trganje in to se pravi provejte razni stroje za preizkušanje, vidite tako, se pravi, od preizkušanja materialov, tam vidim je stroj za openjenje, omgraf, za temperature stekla z tega prehoda, te vse stvari, ko te spoznali, če te šli, ker v to smer študirati, do statičnih testiranj, se pravi, ko je letalo v postopku certifikacije, da je pač odobren po določenih postopkih varno za letenje, je treba, da do tega prideš, dobiš na koncu tist žig, letalo preizkusiti. Potem se pravi, moje delo se je potem usmerilo v pogone, inštalacije od hibridnih do pač električnih do tudi motorjev z notranjim zgorevanje, ki se pač na naši firmi z vsem tem ukvarjamo. V zadnjem času tudi, se pravi, novejši projekti, razvojni raziskovalni, pred časom je bil let tvornega letalnika, če povrske prvo zasedi. Tako da, kaj je bistvo, zelo je interdisciplinarno področje, zelo veliko lahko. Možnosti za rast, za raziskovalni je ogromno. Tukaj je bil namen tudi ta, da pokažemo, kako so razlike. On je dejansko res šel v
čist inženiring, se pravi razvoj, načrtovanje in vse ostalo. Pri meni je vse skupaj šlo malo v drugačne vode, še vedno je to inženirsko, ampak recimo, da sem začela v certifikacijskih vodah, oziroma niti ne toliko v certifikacijskih, ampak v skladu z dovoljenji za certificiranje, si ti kot dizajn organizacija primoran, da moraš delati interne raziskave za vse dogodke, ki so se prelevile ali pa bi se lahko prelevili v nesrečo. Tako da jaz sem začela nekako v ta Safety Related Occurrences Investigation. In iz tistega sem potem počasi znotraj iste firme prešla na vodenje razvojnih projektov, sem imela čez nek redesign pogonskega sklopa na enem izmed naših letal, se pravi jadralno motorno letalo, ki ga imamo v naši floti, in iz tega v samo roku 4 let nekako se potem prelevila še v oddelek za vodenje projektov, se pravi kot project manager. In zdaj trenutno imam čez trajnostni inženiring, ki ga bomo potem tudi omenili, kjer je dejansko podpora, inženirska podpora produktu, ki je že bil nekako vržen na trg oziroma predstavljen na trgu. Zdaj, da ne bova preveč na dolgo naju, bova na hitrico šla skozi in pokazala, kaj vsega so dejansko možne delovne postavke, ne vem, kako reči, pozicije v Pipistrelu, ampak v resnici nasploh vse povsod, kako so raznolike, kako ni samo dejansko načrtovanje, ampak je marsikaj drugega, kar dejansko strojni faks te lahko nekako privede do tega, da delaš. Boš začel kar ti? A ne? Sem pozabila na hitrico. Pipistrel, sej. Ne bom preveč na dolgo. Pipistrel smo velika slovenska družba, ne preveč velika, ampak zdaj rasemo precej, imamo kar nekaj proizvedenih letal in letimo v kar nekaj državah. Se pravi, pri samem našem delu, če prijete na možnost načrtovanja letal, kar pomeni od simulacij do modeliranja, do uporabe programov raznoraznih za simulacijo, do povezovanja tudi z drugimi področjami, tudi je interdisciplinarno področje električno, se pravi, to so metode končnih elementov, simulacije, da pač pozdrži, do samih preizkušenj sklopov, podsklopov letal, kar narediš, moraš tudi dejansko, ne gre drugače velikrat, čeprav so že metode napredovali, pa še treba dejansko preizkusiti. Do tudi električnih shem, od povezovanja z različnim oddelkov, dobiš tudi simulacije, kar se tiče aerodinamike. Ja, imam. Zraven imaš dejansko, kakor smo že omenili, ni samo načrtovanje, ampak je potem še vse v zadju. Se pravi, varna zanesljivost je bolj neka analitičnost pred tem, kakor se lotiš načrtovanja, zato da presodiš, kaj vsega moraš paziti, zato da ne bo prišlo do nekih nevarnih, riskantnih dogodkov. Certifikacija, se pravi tisti postopek, ki ga moraš narediti, zato da dokažeš, da tvoj produkt, končni produkt odgovarja vsem zahtevkom, zato da je letalo varno, ampak tudi zato, da ga lahko nekako operiraš v določenih okoljih. Dokumentacijo, ki jo moraš pripraviti okoli vsega tega, zato da ti lahko produkt daš ven, so potem tej priročniki za uporabo letala, za vzdrževanje letala. Tudi to je inženirsko delo, ker ti moraš razumeti sam produkt in ga znati predstaviti človeku, ki nima inženirskega backgrounda. Implementacija v proizvodnjo, glih tako moraš produkt, ki si ga zdizajniral, v resnici pripeljati v čim bolj optimalen proizvodni proces. In, kot sem prej omenila, trajnostni inženiring, se pravi, zato da nudiš nekako podporo floti. Glih tako, ni zdaj samo tisti inženirski del, kao razvojni in nove tehnike, nove pune, je tudi potem to proizvodnje inženirstvo, glih tako te lahko privede, na primer v našo firmo, kjer imamo nekako proizvodnjo letal, se pravi proizvodne tehnologije, imaš kakovost, imaš tehnično podporo. Tukaj vse je tehnična izobrazba zelo dober začetek, zato da lahko greš naprej v te vode. Če hočeš kaj reči, ja? Kar bi se dodal, v vsakem primeru je zelo pomembno
ali si inženir v razvoju, ali si inženir v proizvodnji, v vsakem primeru je pomembno, da si v stiku s prakso, s proizvodnjo, s tem, kako se stvari dela in da s proizvodnimi postopki in to, da potem lahko res sooblikuješ in prispevaš k temu, da je izdelek tak, kot mora biti. Kakor sami vidite, še malo vzdrževanje letal, glih tako je nekaj, kar tudi prej je omenil, tukaj profesor docent, ne vem, kaj je točno, okay. Skratka, glih tako je vzdrževanje letal nekaj, kar moraš imeti nek inženirski oziroma neko določeno znanje in inženirsko znanje ponavadi dobra baza za tako delovno mesto. Zdaj, zanimivo je bilo, mislim, da je zelo široko, kar sva že zdaj omenjala, da vsem tam je potem še cel raziskovalni program, ki ti lahko glih tako ponudi razvoju novih tehnologij, ki niso še za neko serijsko produkcijo, za neko uporabo, ampak ti dovoljujejo za to, da potem preštudiraš in nekako dojameš, kam bi ga lahko postavil v vsakodnevno uporabo. Načeloma, mislim, to je vse z najine strani. Upam, da je bilo precej jasno dojemljivo, kaj vsega ti lahko, ne samo strojništvo, jaz nisem zato, da bom delala reklamo v strojništvu, ampak inženiringu nasploh. Če ste tehnični, če vas take stvari zanimajo, karkoli, kaj je inženirskega, znanstvenega v resnici vas lahko nekako privede k vsem tem možnostim. Vprašanje. Okay. Bo kdo te vprašal? Zdaj ne vas ne bo strah in to ne vem, ali meni bo naroden ali ven, tako da. Štipendiranje? Pravi štipendiranje, misliš? Imamo kar nekaj dejansko današnjih delavcev, napolno zaposlenih, ki so začeli po tej poti. Zdaj ponavadi se začne več z študentskim delom in ko nekako se študent izkaže, se potem gre glih tako v pogovor glede štipendiranja. Kar bi jaz še dodal, zelo dober način je in za delodajalca in za vas kot študente, recimo, če se odločite za prvič je to študentsko delo, da vas delodajalec spozna in vi spoznate zdaj, ali te vas to delo zanima ali ne, in drugič pa tudi diplomsko potem, skozi to prakso, študentsko delo in to ti spoznaš delodajalca in delodajalec spozna tebe in ravno to je zelo dragoceno, dejansko potem imamo dosti primerov, ko pač so ljudje potem pristali pri nam, zato ker vidiš, da je v redu dela, njemu je zanimivo in pač kohezija. Drugače, možnost štipendiranja je, ni pa zdaj nekaj, kar se da vsakemu drugemu, mislim, da to dejansko tipično za vsako podjetje. Hvala lepa. Naprej pa vabim še predstavnika naše letalske enote Slovenske policije. Lep pozdrav še z najine strani, sva pilota v letalski policijski enoti. Jaz sem vodja oddelka pilotov, Igor Podjet, z mano je Robert Kočevar, je pilot v naši enoti, oba dva sva nekdanja študenta fakultete, oba dva prometna pilota helikopterjev. V prvem delu bi vam rada predstavila delo naše enote, da si boste mogoče malo lažje predstavljali, kaj sploh pomeni delo enega prometnega pilota helikopterja. Pol bova pa tudi malo razložila, kakšna je v bistvu karierna pot enega študenta, ko zaključi fakulteto, pa gre v bistvu na poklicno pot pilota. Pa bo kolega kar predstavil našo enoto. Lepo pozdravljeni. Tukaj bomo prvo začeli s predstavitvijo enote. Se pravi, na sliki sta dva tehnika, tehnik in pilot. Tukaj v sami
opremi, v kombinezonu, v stvarih, privilegijih, ki jih uporabljamo. V bistvu smo si s tehniki nekako enaki piloti, kar se vidi tudi že na zunaj. V tehničnem oddelku je zaposlenih 14 oziroma skupaj 16, dva sta tudi pripravnika, 16 delovnih mest imamo pri tehnikih. Tista številka na levi je v bistvu trenutna sistematizacija. Na oddelku pilotov pa imamo 20 zaposlenih pilotov, od tega sta tukaj dva pripravnika, ki se pripravljata za pilota, drugi smo večinoma licencirani. Trenutna sistematizacija kaže na 24 pilotov, to je na trenutne potrebe policije, kar pa verjetno ste že opazili zelo medijsko zdaj odmevno. Poskušamo po vzoru sosednjih držav, v bistvu enakovreden sistem, s dvema, se pravi posodobljena baza na Brniku, pa nova baza na primer v Mariboru. Bomo prevzeli helikoptersko nujno medicinsko pomoč, v sklopu tega se kupujeta dva helikopterja, tako da bi v bistvu delovnih mest v policiji rabili dvakrat toliko za pilote, se pravi še 20 dodatnih pri pilotih, pa nekje še mogoče 8 pri tehnikih, če bo ta projekt seveda uspešno zaživel naprej. Naprej bi vam kar predstavil zraven s helikopterji, se pravi naše naloge, pa tudi mogoče malo sami letalski šoli policijske enote. Pa mogoče tudi, kaj v bistvu pilot dela, pa kako poteka. To vam bom kar ob slikah helikopterjev razložil. Se pravi, najmanjša helikopterjeva enota sta enomotorna Bell 206 Jet Rangerja, gre že za starejša helikopterja, ki sta pa s turbogrednim motorjem odlična za šolanje pilotov. S takim helikopterjem se pa lahko tudi policijske naloge opravlja. Vendar se tukaj trudimo v bistvu zagotavljati dvomotorne helikopterje z boljšimi zmogljivostmi. Tukaj še ta video lahko. Naslednji helikopter je Gustav 109. Se pravi, ko piloti zaključijo osnovno šolanje, tukaj imamo po modularnem programu, se usposabljajo piloti, se zbere, se pilot kasneje usposablja za dvomotorni helikopter, glede na potrebe enote. To je lahko A109 Augusta, lahko je Eurocopter 135 ali pa Augusta Westland 169. Te trije so nekako na možnost. Prav, Eurocopter je nekako najbolj opremljen za policijske naloge s kamero. Najnovejša pridobitev v enoti so pa helikopterji Augusta Westland 169. Po opremljenosti prav gre za precej sodobnejši helikopter. Imamo v bistvu opremljenosti, bi ga lahko primerjali z manjšimi potniškimi letali ali pa se pravi poslovnimi letali, dvojni avtopilot, omogoča letenje v instrumentalnih pogojih, štiriosni avtopilot. Tako da s tem helikopterjem smo veliko pridobili. Predvsem mogoče na samih nalogah humanitarne narave, ki jih tudi v letalski policijski enoti upravljamo. Tako da se piloti kasneje usposobijo za enega od teh. Se pravi, nekaj še v letalsko-tehničnem oddelku, se pravi za zaposlitev kot letalski tehnik, fakulteta za strojništvo ni pogoj, vendar, ker imamo tudi, se pravi, odobreno organizacijo za vodenje stalne plovnosti, na teh delovnih mestih je pa tudi taka diploma prednost, tako da v bistvu bi nam prišla prav. Drugače pa, se pravi, vzdrževanje imamo odobreno organizacijo za vodenje stalne plovnosti. Naši letalski tehniki, to je mogoče posebnost v primerjavi z enotami v tujini, pa niso le letalski tehniki, se pravi, prvo se šolajo za letalske tehnike,
kasneje za tipe helikopterjev, še kasneje pa tudi v bistvu za operativne naloge, tako da lahko glede na preference tudi njihove, vsi na primer niso letalski tehniki v GRS-ju, se lahko upravljajo naloge, kot so snemanje na Eurocopterju, se pravi kot tretji član posadke, upravljalec konzole s kamero in druge naloge, se pravi predvsem humanitarne narave, če upravljamo. Tukaj si lahko malo pogledamo, kaj delamo. Se pravi, naš nalet se je, čeprav že tudi v teh letih, kar sem zaposlen od 2007, nikoli, recimo, mislim, da piloti nismo imeli težave, da ne bi bili vleteni, ampak zdaj zadnja leta se s prihodom novih helikopterjev se pozna pač tudi boljša tehnika, pa število, se nam nalet kar strmo dviguje, če bi pa prevzel HNMP, pa bi to še bolj pomagalo. Se pravi, kakšne naloge se upravlja? To so VFR dnevne naloge, to je tista osnova, kaj upravljamo. Povečuje se število nočnih nalog, se pravi, vedno zagotavljamo vsaj posadko v pripravljenosti za ponoči, kadar pa so na primer nadzori meje in podobno, pa smo tudi upravljamo lete po noč, pa tudi, zdaj se pa tudi povečuje, kadar je na Brniku slabše vreme, nizka baza oblačnosti, lahko poletimo ven instrumentalno in potem na kraju, kjer je lepše vreme, opravimo nalogo isto uspešno. To nam najbolj omogoča zdaj 169, ta nov helikopter, tako da se tudi IFR in nočne naloge se število kar povečuje. Ok, tako kot ste zdaj lahko videli, naša enota ne, da dela samo policijske naloge, v bistvu delamo največ oziroma zelo veliko reševalnih nalog. Tako smo sodelovali v vseh zadnjih večjih teh naravnih nesrečah, se pravi poplave, požari na Krasu, tudi v tujino pač hodimo posredovati ob večjih dogodkih. Tukaj je samo par utrinkov z našega dela. Se pravi, delo je zelo raznoliko, pestro, vedno se je treba na novo učiti. Nekako za pilote velja tako, da takrat, ko prideš do stopnje, da vse veš, je boljše, da nehaš leteti, ker rataš nevaren zase, rataš nevaren za druge. Tako da to je nek naš moto, ki nas tudi drži skozi v pogonu in skozi na visokem nivoju in znanja in izkušenj. Toliko na kratko. Zdaj, kar se tiče samih možnosti zaposlitev, tako kot je bilo že povedano, na fakulteti dobite teoretično znanje, ki ga je treba potem nekako, preden začnete delati kot pilot, nadgraditi še s praktičnim delom. Zdaj, samo fakulteto se trudimo, da poglobimo sodelovanje in da v bistvu omogočimo tudi z naše strani, da dopolnimo študijski program s praktičnim znanjem. Se pravi, naš cilj je in fakultete, da vam nekako omogočimo, da boste do konca študija tudi prejeli določeno praktično znanje, ki potem pomeni krajšo pot po zaključku diplome, se pravi, čim hitrejši postati operativen kot pilot, prav začeti delati. V to smer tudi pač bodo štipendije, bodo tudi možnosti, se pravi, sklenitve pogodbe s policijo kot delodajalcem, da vam omogoči določen nalet na helikopterju v času študija, s tem, da se pač poveže teoretično in praktično znanje. Zdaj pa, če imate še kakšno vprašanje.
Če ni pa, hvala lepa. Hvala lepa vama. Tako, dragi dijaki, prišli smo do konca naših predstavitev. Vljudno vabljeni, da se vpišete k nam in da se vidimo prihodnje leto. Preden pa nas zapustite danes, vabljeni še na vse stojnice, ki jih najdete v 5. nadstropju, v pritličju in peskovnik Dunaj ter Gorbova pred vhodom. Hvala lepa, srečno.